Večerski nostalgiki ste takoj prepoznali melodijo in vizualizirali rumenega Pac-Mana, ki v labirintu beži po šastim in žre manjše kroge. Arkadna igra je bila ena najbolj priljubljenih v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Različico Miss Pac-Man je igral tudi Dušan Berce, poklicno sem informatik in ljubitelj računalništva sicer že od otroštva. Ko sva sedla v studio, je utišal svoj nepametni telefon s tipkami. To me je malce presenetilo, pa mi je nato hitro pojasnil, da ima še enega z zaslonom na dotik, a brez kartice, s katere bi lahko kdorkoli pridobival njegove podatke. Stara šola telefona, 4 mega rama, nobenih storitev, tipa volk in rdeča kapica. Češ, neka bleščeča embalaža, všečna, ki pa v resnici pa nekaj ti hočejo za hrbtom prodati ali pa manipulirati s tabo. Dušan Berce je tehnološki konzervativec in zbiratelj tehnologije, zlasti računalnikov iz 80-ih let. Kaj vse ima doma? Delujoče mainstream računalnike tistega časa, ZX Spectrum, Commodore 64, Commodore Amiga, Atari ST, no pa da XT-a, PC-a prvega, pa prenosni 386. To so mi kar taki artefakti v zbirki, ki mi veliko pomenijo. Vse pa seveda še razgledujem za naprej, bo treba zbirko še dograditi. Recimo zelo zanimivi so mi računalniki vzhodnega bloka, recimo sovjetski kloni ZX Spectrum, pa vzhodno-nemški Robotron računalniki. So res tako obskurni, se lahko reče, v sedanjosti, zanimivo zgodovinsko komponento. Zanima ga, kako naprava deluje, čeprav nam je danes pomembno zlasti, da deluje. Kako je postranskega pomena? Ko torej brska po spletu in dopolnjuje svojo zbirko, je pozoren tudi na to. Ja, mora biti delujoč. Nekaj se mora prikazati, karkoli. Pa da se da programirati, pa še toliko boljš, da lahko malo možgane kravžljaš s kakimi ugankami programerskimi. Računalnikov iz svoje zbirke Dušan Berce ne prižiga vsak dan, a je pomembno, da se vsakič prižgejo, da so mu na voljo, poudari. Če se kaj pokvari, je treba napako nemudoma odpraviti. Poskusim čim prej popraviti, pa usposobiti, ker zaboli, kako bi se izrazil. Z računalniki je odraščal, zanimajo pa ga tudi poklicno, saj diplomirani inženir računalništva. Je programer, a zna mašino tudi zašraufati, pojasni. Oživlja odpisane naprave, ki jih ni malo, zato si prostor delijo kar z oblačili. Žena pravi, da je bitka za garderobno omaro prisotna. Pogosto morajo tam računalniki bitka, ne rečem. Drugo je pa pri starših, tam imam pa bolj kot skladišče tisto, kar ne uporabljam. Kar se tiče računalnikov, pa so še pa druga gradiva, ne vem, na kar se zelo ponosen, imam cel arhiv revije Moj Mikro, jugoslovanskih številk od leta 84 do 91, pa recimo revije Monitor iz 90, imam tudi dober 30 cm. Prvo znanje o tehnologiji sta mu posredovala oče in mama, oba informatika, zato ne preseneča, da je Dušan Berce prvi računalnik dobil pri svojih 10 letih. ZX Spectrum Maurica po domače. Takrat je bil to zelo popularen računalnik. V bistvu samo tipkovnica, če rečem kakih 25x15 cm ali kaj takega velika, s tipkami iz gume, zatora dirka. To je bila zelo razširjena platforma pri nas. Konec 80-ih let je bila vir njegovega navdiha in informacij revija Moj Mikro. Računalnik je služil enostavnemu programiranju in igranju videoiger. Pri njem doma so se zbirali in zabavali tudi njegovi prijatelji. Sestriči pa sošolci, kaj takega. Vsekakor je bila atrakcija. Ja. To je neke posebne vrste nostalgija, so te stare računalniki, prve igrice. To težko pisati, to nosiš v sebi in tudi vidim pri ljudeh, ki jih navdušim s temi starimi računalniki. Tak prav iskrica v očeh se zasledi, pogrejejo spomini nepričakovani. Dušan Berce se nasmehne in za trenutek tudi sam odtava v blodnjak spominov. Še dobro se spominja svoje prve računalniške igre. Manic Miner, rudar, neka abstrakcija rudarja. Po sobah se sprehaja in
preskakuje razne ovire, pa se umika pošasti in pobira ključe, razne predmete, zato da ko vse pobereš, da priješ do izhoda. Tak, preprosto, ampak zelo zabavno, pa je kar po parih stopnjah se ponovadi zaključi, je pretežka. Kakšna je bila to grafika? To je zelo zrnasta grafika, zdaj če pomislim, čist na pamet, koliko je že imel Spektrum, 256 krat 192 pik, plus minus 10%, da ne bom kaj narobe rekel, pa 8 barov je znal prikazati in še to posebnost, da v blokih 8x8 pik si lahko imel 2 barvi prikazani, tako da je to malo čudno izpadlo pri kakih bolj kompleksnih grafikah, recimo konkretno za Spektrum. Še bolj dodelana je bila igra Miss Pac-Man, gospodična Pac-Man, ki je imela v primerjavi z moškim kolegom v laseh pentljo. Spominja se, kako jo je z ukazi pošiljal v vse smeri neba. Starši mu dostopa do računalnika nikoli niso omejevali, saj je bil priden v šoli. Priznava pa, da ga je malce zasvojil. Ja, mogoče malenkost tudi, no. Mi znamo to sliši, da se malo odtujiš v tehnologijo, ne. No, pretirano ne bi ravno rekel, ampak mi je pa znan pojem. Čustva so globoka bila, to brez skrbi. Ne vem, ni pa to prevladalo, zdaj pa da druge stvari zelo trpijo na račun tega. Če primerjam z današnjim časom, recimo Roblox je en tak primer, igra, ko jo recimo hčerka tudi igra, pa mladina, taka internetna neka Lego kocka se po svetovih sprehaja, pa že meji na obsesijo populaciji današnjih, lahko rečem, no, tak, recimo, da nisem bil face noter. Dušan Berce je oče 10-letne deklice, ki nima prav drugačnega otroštva, kot ga je imel sam. V programiranju in življenju ostajajo problemi bolj ali manj enaki, radosti pa najdejo otroci še vedno v podobnih rečeh. Tudi v starih videoigrah, kot bo slišati iz anekdote. 4 leta je bila stara, ko sem kupil preko Bolha računalnik Commodore Amiga in ga v njeno sobo postavil s televizijo. In tam smo pa igrice igrali, ki so se zelo dopadle. In zjutraj ponavadi otroci nočejo vstati, ne, in so pol borbe, ko je treba iti v vrtec pa to. No, jaz sem takrat vžgal računalnik, nastavil eno igrico, takoj po konci in oči široko razprte na smeh in noben problem stati. Sicer pa še zdaj kako staro odigramo. Tenis na 2 igralca na Spektrumu je super izbira, kjer me nazadnje ona premagala. Tehnološki navdušenec Dušan Berce vam je podal žogico. Če vas zanima več o njegovi zbirki, vas vabi na stran za pozabljeno računalništvo. Povezavo najdete na val202.si, več likov pa v audio arhivu med podcasti Radia Slovenija.